Mariborski župan Andrej Fištravec se je vrnil že z 5. uradnega obiska na Kitajskem. Občinske delegacije pa so v času njegovega mandata na Kitajsko odpotovale kar 20-krat. Toda številni obiski Kitajske, ki so mariborski proračun stali več 10 000 evrov, niso obrodili sadov. Konkretnih projektov namreč ni. Na župana zato letijo očitki. Nika Konaver. Kaj bomo imeli od tega obiska? Pa lep izlet in tečaj kitajščine po polovični ceni. To so komentarji pod novico župana Fištravca iz Kitajske. Slednji pojasnjuje, tam sem se dogovarjal o prvi medkontinentalni letalski povezavi Slovenije z Azijo. Odskočno točko za ljudi in za dobrine, ki bodo prihajale iz Azije v Evropo in iz Evrope v Azijo. Celoten strošek letalskih vozovnic je znašal dobrih 5700 evrov. Plačala jih je mariborska občina. Ta denar ni vržen stran, če obiski prinesejo konkretne rezultate, a jih niso. Tako prvi mariborski župan. Pot župana sploh na tako dolgo potovanje je smiselna samo takrat, torej kadar so zadeve že pripravljene, kadar gre pravzaprav za končne odločitve. S Kitajci je treba delati dolgoročno, odgovarja župan. Prvi učinki, da so že vidni. Več kitajskih turistov v Mariboru. Lani 1408. Prihodki, ki pritekajo direktno v mesto, so že večkratno poplačali. In še, govorili smo tudi o tovarni za razgradnjo starih letal. A takšne napovedi so Mariborčani že poslušali. Da bo tam, na primer, stara tovarna baterij za električna vozila. So we plan to have an investment about $50 million in 3 years to provide us 300 employee job in 3 years. Po 3 letih še ni ne tovarne, ne investitorja. In gospodarska zbornica, ta na obiske na Kitajsko večinoma ni povabljena. Direktorica pravi, kitajski kapital na mariborskem letališču res odpira veliko vrat. Verjamem pa, da še bo preteklo nekaj mesecev ali pa mogoče kakšno leto, da bomo lahko konkretno govorili tudi o številkah. Vse to pa bo, pravi Fištravec, možno le, če bomo s Kitajci ohranjali osebni stik.